Povežimo Slovenijo. Glejte, kolikor sem seznanjen s to idejo, moram reči, da jo močno podpiram. Slovenija je tragično razdvojena, razklana. Nikoli si nisem mislil, da bo lahko tako razklana tudi, ko bo soočena z neko resno situacijo, kakršna je ta epidemija in posledice njene, ki nas še čakajo in s katerimi se bomo soočali pod težkimi pritiski, socialnimi, gospodarskimi in tako naprej. V taki situaciji nek zrel narod stopi skupaj. Pri nas pa tega ni videti. Pri nas je vse drugo bolj važno kot to, da bi dobro šli skozi to stvar, skozi ta velik izziv, za čim manj človeških žrtev, za čim manj poškodb našega gospodarstva, našega načina življenja, da bi potem to, kar nam pripada oziroma kar smo se zadolžili, dobro, složno vložili napore, da bi dobro speljali to predsedovanje Evropski uniji in potem nadaljevali pravzaprav s tistim, kar naj bi zagotavljalo blagostanje in varnost našim ljudem. Na volitvah pa bodo stranke izmerile svoje moči. Upam pa, naj še to rečem, da bodo volivci nagradili tiste, ki se prizadevajo za sodelovanje in ne tiste, ki sejejo razdor. Povežimo Slovenijo.